V roki imaš merilec električne prevodnosti z lučko. Želiš si, da bi lučka zasvetila. Katera izmed naštetih snovi bo sklenila električni krog? A. Vodna raztopina sladkorja, B. Trden sladkor, C. Trdna kuhinjska sol ali D. Vodna raztopina kuhinjske soli. Da vidimo, če imamo kakšnega kemika ali električarja. Aha, spet na različnih bregovih A in D sta bila odgovora. Jasna, pokaži nam tale električno sladko in slano začinjen eksperiment. Sladkor je molekulski kristal, medtem ko je kuhinjska sol ionski kristal. Kako bo to vplivalo na prevajanje elektrike, bomo videli. V vsaki čaši na mizi je pripravljena druga snov oziroma raztopina. Z merilnikom električne prevodnosti, ki ima ob strani lučko, bomo preverjali prevodnost. Začela bom kar z raztopino sladkorja, kar je bil odgovor A. V tem primeru lučka ne zasveti. Ta raztopina torej ni prevodna. Kaj pa trden sladkor? Ne, tudi v tem primeru se nič ne zgodi, ker je, kot smo omenili, sladkor molekulski kristal, ti pa elektrike ne prevajajo. Samo malce bom počistila elektrode, da se ne bi snovi med sabo pomešale. In grem naprej s trdno soljo, kar je bil odgovor C. Tudi v tem primeru lučka ne zasveti. Ostala mi je še vodna raztopina kuhinjske soli. Ko namočim noter, ja, tukaj pa zelo očitno lučka zasveti oziroma zažari. Sol, ki je ionski kristal, namreč elektriko prevaja, vendar mora biti v talini oziroma raztopini. V trdnem agregatnem stanju pa ionski kristali električnega toka ne prevajajo, ker se gradniki ne morejo premikati po kristalu. Hvala lepa, Jasna. Tvoj eksperiment je 5 točk prinesel na račun rumene ekipe.